pripadamo cerkvi. Tudi naši škofje so napisali posebno pismo prav za Božič, za vas. In ga bodo slišali po celi Sloveniji. Ampak jaz sem ga malo skrajšal, zato kar vas imam rad. Ste že utrujeni. Takole. Vsako leto eden od slovenskih škofov napiše božično voščilo, ki naj ga preberemo duhovniki v božičnih mašah. Posredujem vam del prazničnega voščila, ki ga je za Božič spisal monsenjor Alojzij Cvikl, mariborski nadškof. Takole začenja. Na naša srca znova trka božično voščilo. Božična skrivnost nam odpira nove poglede. Novorojeno Božje dete nas vabi, da bi svoje življenje razumeli in dojeli v vsej pristnosti in bi ga mogli uresničiti. Bog sam je spregovoril na ta način, da se nam je vsega podaril. S tem nam je dal zgled, kako naj mi razumemo svoje življenje in kako naj mi živimo. Božje dete prihaja v ta svet, v te razmere. Dete v jaslih je naš odrešenik, ki preganja vsak strah, sleherno temo nevednosti in hudobije, ter prenaša mir in upanje. Njegov prihod med nas nam pove, da imamo vsi enako dostojanstvo in enake pravice. Vsi imamo pravico živeti, nerojeni kot rojeni, bolni kot zdravi, šibki in plahi kot močni in pogumni. Zato je božično sporočilo univerzalno in je vesela novica vsemu svetu in vsakemu človeku. Letošnji božični praznik obhajamo v zadnjem tednu jubilejnega svetega leta. Zato naj bo tudi letošnji Božič svetoletni, v smislu, da bomo naredili še odločnejši korak k jaslicam, odhoder prihaja vedno novo, neuničljivo upanje. In zaključi, vsem ljudem dobre volje, voščim v svojem imenu in v imenu vseh slovenskih škofov, vesel in blagoslovljen Božič. Pri tem posebno mislim na vse bolne, trpeče in kakorkoli preizkušene. Skupaj s slovenskimi škofi zagotavljam vsem svojo bližino v molitvi ter kliče na vse Božje blagoslov. Naj vas božična skrivnost tako prevzame, da bo vsa naša prihodnost, predvsem pa, da bodo dnevi novega leta 2026 prežeti z mislijo, nismo sami, z nami je Bog in njegova neizmerna, večna ljubezen. Nadškofovemu voščilu se gotovo pridružuje tudi vaš župnik Jože, pa Matevž Bogoslovec, pa ta drugi, kako me je že ime? Aljaž. Pa tisti, ki so posebej odgovorni za to cerkev, za župnijo Brezovca. Torej, nadškofovemu voščilu se pridružujem tudi pa sam s pozdravom in blagoslovom in z najboljšimi željami velikega duhovnega moža Filipa Bosmasa. Namreč, da ljubezen dobi roke in noge in toplino srca. Lahko še tako govorimo o ljubezni, če jo ne uresničujejo roke in noge in srce, pa malo kdaj, ugotovo kdaj tudi šepavi, bolj počasni, ampak važno, da se za to trudimo. Vam želim najlepši ta sveti večer. Vem, da boste nekateri šli še v polnočnici, pa jutrišnji dan, pa naslednji dan,
ko bomo posebej molili za našo domovino, o osamosvojitvi in edinosti, za to veselo, to noč, to sveto noč, jutrišnji božični praznik. In na vse vas, in tudi na tiste, ki ne morejo prihajati v cerkev, starejši in bolni, kličemo Božjega blagoslova. Zato pripravimo naša srca za blagoslov. Gospod z vami in s tvojim duhom. Bog, ki je luč in ljubezen, je z učlovečenjem svojega Sina pregnal temo sveta in z njegovim rojstvom razsvetlil to sveto noč. Naj prežene od vas temo greha in prežari vaša srca z lučjo svoje milosti. Amen. Ob njegovem rojstvu, začetku našega zveličanja, je poslal angela, da je pastirjem oznanil veliko veselje. Naj tudi vaše duše napolni s svojim veseljem in vas naredi za glasnike evangelija. Amen. V svojem Sinu Jezusu Kristusu je združil zemljo z nebesi. Naj vas napolni z mirom in ljubeznijo, da boste v nebesih vsi pridruženi občestvu svetih. Amen. Daj vam in sem vašim, podelil se mogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.